svetega Jožefa srce, prosi za nas pri Jezusu, prosi za nas pri Jezusu. Dragi dobri ljudje, veselim se, da skupaj z vami naredimo nov korak v poznavanje enega najglobjih življenj na tem svetu, to je poslanstvo in življenje svetega Jožefa. Njega, ki ga je Bog zaupal Mariji kot moža, njega, ki ga je Bog izbral za varuha in krušnega očeta samemu svojemu Božjemu sinu. Sedaj pa si poglejmo rojstvo v Betlehemu. Kot čuvar skrivnosti, od vekomaj skrite v Bogu, ki se je začela uresničevati v polnosti časa pred njegovimi očmi, je Jožef z Marijo v betlehemski noči izbrana priča prihoda Božjega Sina na svet. Sveti Luka pravi takole: ko sta bila tam, so se dopolnili dnevi, da bi jo rodila. In rodila je sina, prvorojenca, ga povila v plenice in položila v jasli, ker zanjo ni bilo prostora v prenočišču. Sveti Jožef je priča tega čudovitega rojstva, ki se je zgodilo v človeško tako ponižujočih okoliščinah prvega naznanila izničenja. To pa je Kristus sprejel za odpuščanje grehov. Hkrati je bil priča češčenja pastirjev, ki so prišli na kraj Jezusovega rojstva, potem, ko jim je angel sporočil to veliko in veselo novico. Sveti Jožef je bil pozneje tudi priča, ko so se mu prišli pokloniti modri z vzhoda. In sedaj je pred nami novo poglavje. To je obreza. Obreza sina je bila prva verska dolžnost očeta. S tem obredom Jožef izvršuje svojo pravico in dolžnost do Jezusa. Načelo, po katerem so vsi starozavezni obredi samo senca resničnosti, nam pomaga razumeti, zakaj jih Jezus sprejema. Kakor vsi obredi, ima tudi obreza v Jezusu dopolnitev. Božja zaveza z Abrahamom, katere znamenje je bila obreza, doseže v Jezusu svoj polni učinek in podobno ter popolno uresničenje, kakor Jezus, ki je da vseh starih obljub. Danes se poglobimo v dolžnost svetega Jožefa, da je dal Jezusu ime. Ime pa vedno pomeni bistvo, ki odraža, ki razkriva skrivnost človeka, ki je pred nami. Poglejte, pri obrezi da sveti Jožef otroku ime Jezus. To je edino ime, o katerem se ljudje lahko rešijo, kot je zapisano v apostolskih delih.
Pomen je bil razodet prav svetemu Jožefu ob njegovem oznanjenju. Angel mu je rekel, daj mu ime Jezus, kajti on bo odrešil svoje ljudstvo njegovih grehov. Ko mu je Jožef dal ime, je s tem pokazal, da je pred postavo zakonit Jezusov oče. In ko to ime izgovori, razglasi otrokovo odrešensko poslanstvo. Pojdimo k novi nalogi, ki jo ima sveti Jožef. Darovanje Jezusa v templju. Ta obred opisuje sveti evangelist Luka. Obred vsebuje odkupitev prvorojenca in osvetli prihodnji dogodek, ko bo 12-letni Jezus ostal v templju. Poglejte, odkupitev prvorojenca je druga očetova dolžnost, ki jo sveti Jožef izpolni. Prvorojenec je predstavljal ljudstvo zaveze, odkupljeno iz suženjstva, da bi pripadalo Bogu, z vsem srcem Bogu. Tudi v tem pogledu Jezus, ki je resnična odkupnina, ki je cena, ne samo da izpolni starozavezni obred, temveč ga hkrati preseže. Saj Jezus ni tisti, ki je odkupljen, ampak on sam odkupuje. In glejte, evangelist pripominja, da sta se njegov oče in mati čudila temu, kar se je govorilo o njem. In še posebej tistemu, kar je rekel Simeon v svoji hvalnici Bogu, ko govori o Jezusu kot rešitvi, ki jo je Bog pripravil pred očmi vseh narodov, kot o luči, o razsvetljenje poganov in slavi Izraela, njegovega ljudstva, in tudi nekoliko prej, ko govori o znamenju, kateremu bodo nasprotovali. Poglejte, v tem trenutku Marijino srce prebode meč. In ta bolečina se nadaljuje z begom v Egipt. Prisluhnimo, kaj se dogaja. Po darovanju v templju navaja evangelist Luka. Ko so izpolnili vse po Gospodovi postavi, so se vrnili v Galilejo, v svoje mesto Nazaret. Dete pa je raslo in se krepilo. Bilo je polno modrosti in Božja milost je bila z njim. Toda po Matejevem besedilu je treba pred vrnitvijo v Galilejo ustaviti zelo pomemben dogodek, o katerem se je Božja previdnost zopet obrnila k svetemu Jožefu za pomoč. Takole pravi Matej. Ko so modri odšli, se je Jožefu v spanju prikazal Gospodov angel in je rekel: Vstani, vzemi dete in njegovo mater in beži v Egipt. Ostani tam, dokler ti ne sporočim. Herod bo namreč dete iskal, da bi ga umoril.
Ko so prišli modri z vzhoda, je Herod zvedel za rojstvo judovskega kralja. Ko so modri odšli, je dal Herod v Betlehemu in v vsej okolici pomoriti vse dečke, stare 2 leti in manj. S tem, ko je vse pomoril, je hotel umoriti tega novorojenca, judovskega kralja, o katerem je slišal govoriti ob obisku modrih na svojem dvoru. In ko je Jožef slišal opozorilo v sanjah, je še ponoči vzel dete in njegovo mater in se umaknil v Egipt. Tam je bil do Herodove smrti, da se je izpolnilo, kar je Gospod rekel po preroku: Iz Egipta sem poklical svojega sina. Jezusov povratek iz Betlehema v Nazaret je šel torej preko Egipta. Kakor je Izrael v stanju suženjstva stopil na pot izhoda za začetek stare zaveze, poglejte, enako sveti Jožef, čuvar in sodelavec skrivnosti Božje previdnosti, tudi v izgnanstvu, tudi v Egiptu, bedi nad tistim, ki uresničuje novo zavezo.